smisel življenja in kaj je pravzaprav življenje na Zemlji. No, ta mala skulpturca iz slonove kosti, ono ponazarja pravzaprav kozmični razvoj Zemlje. Ko Zemlja dobi Luno, začne gibanje, iz tega gibanja nastane jajčna oblika v morju. Iz morja se porodi življenje. Čudežno sicer, ampak začne. Prva božanska inkarnacija je riba, ko pride na kopno. Imamo tudi znanstvene dokaze, da res obstaja, je obstajalo. Tudi v krščanstvu je riba, prariba je simbol Boga. Ampak o tem se ne več govori. Jaz sem to raziskoval, imam tudi doma eno tako ribo iz prve cerkvice na Krasu. Ko se je sesula, v notranjico sem našel kamen. In jo še zdaj imam doma kot simbol. Vemo pa po Vedah in Sai Babi, da se imenuje Mat Sija. Zanimivo slovenska beseda. Mati svetlobe. To je čudežno, kje se pojavi slovenski jezik vsepovsod. Tako kot se je razvijala Zemlja, postopoma, tako se razvija tudi slovenski jezik. Je prajezik. Pra je osnova tudi sanskrta in latinščine. In hvala Bogu tudi mi govorimo ta slovenski jezik. V narečjih lahko razvozlamo vse arheološke napise, ki so bili napisane na področju Etruščanov in Venetov. No, pridemo spet k razvoju človeka. Slovenci smo častili vse mogoče v naši prazgodovini. Smo častili kamen, smo častili čer, ker, kara, karantanja, smo častili drevesa. Med najbolj pomembni je sicer lipa, ampak še pred lipo smo častili tudi hrast, tiso, ko se je rodil sveti Hieronim, ki je prvi napisal svetopismo in se je rodil v Strabonu ali pa danes Strane pri Postojni. Tam je bilo eno mesto z 2000 ljudmi, da so ostanki, arheološki ostanki tega. In tam takrat so usadili tiso. Danes ima 1700 let. In tudi cerkvica je posvečena svetemu Hieronimu. Mi smo pa tukaj v galeriji napravili tudi eno klop, ki je posvečena prvemu velikemu učitelju in odkritelju pravzaprav življenja. V vseh teh skrivnostih pa kaj nam govori vsa znanost in vse religije sveta, da človek oziroma duša, to prihaja iz kamna v drevo, iz drevesa v žival, iz živali v človeka, se lahko razvija samo v telesu. Razvija se kot transformacija nečega. Če se hrast razvija skozi želod, potem ena oblika glavač, ki je podoben glavi, lasmi, potem pa do šiške, do šiškoviča, do kroga, do prave krogle. Zapravi, ta transformacija prispodoba tudi človeka. Zapravi, človek je potencialni Bog, razvija se v Boga. Njegova duša potem pa odide in kroži, se spet vrne in spet kroži, spet v obliki jajca. To je ciklus neskončnosti. No, danes so znanstveniki ugotovili, da bi lahko človek programiral svoje življenje tudi po smrti. No, to je še daleč od tega, ne. Vendar so hipoteze, ne. Zdaj, Avatar nam vse pove. In na obdobje 17 let, ko sem bil pri Sai Babi skupno, tudi z Natašo, mojo hčerko in mojo ženo Tatjano, smo ugotovili skozi izkustva, pa da je pot bolj komplicirana. Zapravi, določene duhovne reči se ne daje znanstveno obdelati in imeti koristi od njega. So v prostranstvu duše
angelov. In človek mora, če dela dobro, se vrne dobro. Če dela slabo, se vrne slabo. To je bistvo vsega. Delaj dobro, da se povrne dobro. Če pa dobrega ni, da je samo slabo, potem mora to prav človek na svojem telesu plačati. To govori celotna zgodovina. Zato je treba razvijati samo pozitivne stvari, na splošno povedano, in razvijati tudi dušo, da bi spoznali, da smo božanska potencialna bitja. Vse utelešenje avatarjev, zdaj je bil 10 na zemlji, je tudi človek, ne? Ampak ima še druge sposobnosti, ki so mu dane za rojstvo. V dobrim rojstvu je vsa bodočnost človeka. Tudi danes se mora ponovno roditi pravi človek, da bo sprememba na zemlji in postala bolj humana, bolj ljubeča družba človeka, Boga.